Kultura na hišnem pragu, kultura na ulicah, kultura v knjigah, besedi, glasbi, plesu. In v gradbenih stvaritvah Plečnikovih, vendar umirajočih, ker se oblast, pristavlja umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, v mačehovski drži pač obrača drugam. Z tem denarjem, ki ga država namenja za obnovo kulturne dediščine, to je, mislim, okoli 200 000, to je pravzaprav smešno. Mislim, to je niti šestina tega ni, kar bi naj dobil odpravnino gospod Kramar. Ker je v podamski politiki pač treba vselej poskrbeti za svoje in kovati zgolj za lasten žep in to celo s ponarejenimi diplomami, sumi korupcije in daleč od oči, tako pesnik, pisatelj in igralec Andrej Rozman Roza, etike in morale. Problem je v tem, da so politiki zelo neizobraženi, te, ki jih imamo v parlamentu, politiki res pač odraz stanja duha, ki ga imamo. Ker so sito zasejanje, razgrinja zeliščarica Vlasta Likar že davno postavili v kot in raje obuli škornje. Slovenski politiki počasi teptajo našo kulturo, našo kulturno zavest. Zato je napočil skrajni čas, se na kranjskih ulicah razlega glas oživljenega Franceta Prešerna v družbi Julije za zasuk. Pejmo vase, poglejmo, kaj smo, kdo smo in tle rešitev. Politika nam te rešitve ne bo dala nikoli. Zato naj bo kultura naša domovina, svetuje Prešernov glasnik in ne politika. Zatorej žive naj vsi Slovenci, ki jih hrepenje dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri Slovenija bo pregnan. In z njim negotovost, da po nas ne bodo več tacali na vse zadnje. Tudi star pregovor pravi, kopriva ne pozebe. In tudi naša kultura ne bo, kajti v zgodovini smo se obdržali zgolj za voljo jezika, kulture, ponosa in nikoli zaradi politikov. Konec koncev pa, tako Prešernov glasnik, kateri naš politik pa je že prišel v zgodovino.